Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav. S farmacevtom za zdravje in tudi današnja oddaja bo potekala v družbi z Bojanom Madjarom, magistrom farmacije, specialistom in pa seveda na temo virusa oziroma epidemije. Bojan, lep pozdrav. Najprej bi želel, da mi razjasnite meni, pa verjetno našim gledalkam in gledalcem, gre za okužbo z novim koronavirusom, imenovanim SARS-CoV-2. Kaj pa potem COVID-19? Ko več čas mediji govorimo o COVID-19. Ja, COVID-19 je pa bolezen, ki jo povzroča ta virus. Torej, eno je virus, o katerem nismo govorili, SARS-CoV-2, torej smo tudi mi v medijih dosti krat narobe tolmačili, smo rekli virus, je pa praktično COVID-19 bolezen. Ja, tle bi lahko vzela kot primerjavo z AIDS-em. AIDS je bolezen, virus, ki povzroča to bolezen, AIDS se pa imenuje HIV. Nekaj podobnega. Hvala za pojasnilo, za začetek. Seveda se že vrsto dni in tednov spopadamo z tem, praktično ne samo v Sloveniji, ampak celoten svet. Vse je postalo tako globalno, da, kot radi rečemo, eden kihne na enem koncu sveta in imamo virus že na drugem, tako se hitro prenaša. To je pač današnji čas. In čeprav še nimamo zdravila, vsaj do najne oddaje, ne, proti temu virusu, cepiva, pa se v zvezi z boleznijo COVID-19 vendarle omenja več zdravil. Najprej, če pojasnite, ali je skrb glede uporabe določenih zdravil za srce, tudi sartano, antiotenzinske konvertaze, so tudi neka zdravila, tako težko sem to izgovoril, to ni moja domena. Je tu kakšna nevarnost, je tu kakšna bojazen tisti, ki jemljajo ta zdravila? Ja, res je, nekaj tednov nazaj že, praktično zelo hitro, so se pojavila ugibanja, da bi lahko določena zdravila pospešila ali poslabšala sam izhod te bolezni. Omenjalo se je ta zdravila, ki delujejo na angiotenzin, aldosteron, reninski sistem. Tle imamo kar precej zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje bolezni srca in ožilja. In moram reči, da sem najprej o tem slišal tudi tako med temi socialnimi mediji, ker se je ta informacija kar širila in je trajalo nekaj dni, da so se odzvale tudi najprej tuje zdravniške organizacije, kot je Evropska agencija za zdravila, pa ameriška, potem tudi naše počasi. Vzrok je bil dejansko temu en članek oziroma ugibanje o tem, zaznali so, da ta nov koronavirus vstopa v celico preko enih receptorjev, katerih pogostost, ekspresijo dejansko lahko ta zdravila tudi povečajo. Zdaj, niso sicer neposredno dokazali, da lahko ta zdravila potem povečajo, pospešijo to bolezen, ampak teoretična osnova je bila v ozadju. Potem smo seveda dobili nekaj novih informacij in na podlagi tudi recimo združenj, tudi domačega za hipertenzijo ali pa za bolezni srca, ožilja, so potem ta zdravniška združenja pozvala ljudi, da naj nikakor z jemanjem teh zdravil ne prekinejo, ker ni pač nekih dokazov, da bi lahko poslabšala samo bolezen. Tako da pač je verjetno šlo enostavno za preuranjeno tako informacijo, ki so je potem seveda tudi mediji nekako pograbili, predvsem pa spletno se je tle kar širilo. Tako da bomo videli seveda, kaj bo prihodnost prinesla, tudi nove študije, opazovanja, ampak zaenkrat velja, da so ta zdravila še vedno varna in da naj ljudje jih uporabljajo dalje. Omenili ste medije, seveda pri vseh teh stvarih se veliko pojavlja zraven pol resnic, laži in tako naprej. No, se tudi z Italije, ki je žarišče, prvo žarišče in eno največjih v Evropi, seveda je bilo takrat povedano celo, da bi naj neki antireumatiki celo pomagali pri lajšanju in pri tej bolezni s koronavirusom. Po drugi strani pa zopet slišimo, da bi naj ti antireumatiki lahko poslabšali zadevo. Je resnica nekje v sredini ali pa recimo kot ste mi zapisali, ibuprofen lahko škoduje ali pa ne? Ja, tudi o tem je bilo, to sem tudi sam slišal, en tak
zvočni zapis na spletu v srbo-hrvaščini, češ da prav z klinike na Dunaju, da nočejo tega tudi ven dati, ker se bojijo tega farmacevtskega lobija, kar je bil seveda nonsens. Tudi vsi, ki poznamo malo delovanje trga zdravil, vemo, kako strogo je to kontrolirano in da velikokrat se promet z zdravilom ustavi samo na podlagi kakih sumničanj, ko še ni niti dokazano. Tako da tudi v tem primeru se je izkazalo, ta klinika se je oglasila, so rekli, da oni niti niso imeli nobenega primera z to boleznijo, kako bi potem sploh zaznali, da lahko to zdravilo škodljivo deluje. Je pa sicer res, da ta protivnetna zdravila lahko seveda vplivajo na samo vnetje in tle se je že v preteklosti tudi pokazalo, da včasih pri teh infekcijskih boleznih niso najbolj primerna izbira. Tako da splošno velja, da tudi ta naš konzilij za revmatologijo z UKC Ljubljana se je oglasil in podal navodilo, da ljudje, ki imajo te nesteroidne antirevmatike, kot je ibuprofen, naproxen in pa ketoprofen tudi pa podobni, da naj seveda zdravljenjem nadaljujejo. Če pa iščejo zdravila za samozdravljenje, recimo za lajšanje bolečin ali pa za zniževanje povišane telesne temperature, potem pa, dokler ne bo več informacij na voljo, da je vseeno varnejša izbira paracetamol, ki ga itak smernice uvrščajo na prvo mesto, ker je nekako njegov varnostni profil vseeno pred temi nesteroidnimi antirevmatiki. Gripa kot takšna, smo rekli, ni še nekih zdravil. Tudi za klasično gripo, nazadnje ni nekih pravih, razen da se damo cepiti preventivno v predzimskem obdobju, takrat, ko nekako gripa v decembru prične naokrog razhajati. Se pravi, pri tisti gripi, navadni gripi in pri tem si lahko podobno lajša maščino, recimo z vitaminom C, nekje je tudi zapisano, da pomaga lajšati tegobe, tudi te gripe. Ja, kar se tiče vitamina C, vsekakor gre za antioksidant, za nujno snov, skorbinska kislina je to, ki jo organizem potrebuje. Ima seveda svoje mesto v srčno-žilnem sistemu, pa pri imunskem odzivu, tako da v preteklosti je bilo narejenih veliko raziskav, tudi glede dodajanja vitamina C, recimo preventiva ali pa potem tudi zdravljenje, prehlada. Rezultati so pa bolj tako, Kar se tiče preventive, je bilo ugotovljeno, da za nekje 3% lahko zmanjša pojavnost prehlada, če jemljemo preventivno vitamin C v odmerkih vsaj 200 mg dnevno. Pri ljudeh, ki so že zboleli za prehladom, pa so ugotovili, da lahko skrajša trajanje prehladnega obolenja, pri odraslih nekje za 8%, pri otrocih za 14%. Nekaj je, ni pa ne vem kaj. V zvezi s tem novim koronavirusom pa so se tudi pojavljali zapisi o tem, da naj bi visoki odmerki vitamina C delovali tako preventivno oziroma tudi zdravilno. Tle bi najprej opozoril, po eni strani na srečo je vitamin C vodotopna molekula in se, če ga preveč zaužijemo, lahko izloči skozi seč, ampak treba je biti pozoren recimo pri bolnikih, ki imajo vratne ledvične kamne ali pa kronično poslabšano delovanje ledvic. Tle lahko tudi veliki odmerki nenazadnje tudi škodijo, tako da tle res biti pozoren, ker v zvezi s tem koronavirusom so se pojavljala priporočila o res velikih odmerkih. Verjetno izhajajo iz enega poskusa študije iz mesta Wuhan, nekje v sredini februarja so jo začeli izvajati na 140 bolnih, ki so razvili pljučnico po okužbi z virusom SARS-CoV-2. Študija sicer še ni zaključena, tle so vitamin C dali mislim, da v enem dnevu so prejeli tudi 24 gramov, kar je enormen odmerek, intravensko sicer, ampak do sedaj, kar vemo, te preliminarni rezultati kažejo, da nima neke učinkovitosti, skratka niso opazili razlike med temi, ki so dobivali vitamin C in tistimi, ki
ga niso dobivali. No, strokovnjaki z celega sveta se trudijo najti zdravilo, pospešeno delovanje, laboratoriji delajo praktično res dneve in noči, da bi se našlo, in čeprav še ga nimamo, pa vse v smeri, da bi nekako delovalo specifično na ta virus SARS. Morda lahko na kratko pojasnite, katera zdravila pa so recimo v tej domeni, ki bi lahko pomagala ali pa lajšala obolelost. Ja, specifičnega zdravila res da še nimamo, verjetno ga še nekaj časa ne bomo imeli, če že bomo prej dobili cepivo, pa tudi to je še vprašanje, če bo leto že na voljo. Poskuša se kar z nekaj zdravili, to smo tudi v medijih v minulih dneh že slišali, tudi nekaj smo dobili, recimo mi v Slovenijo, da potem poskušajo te bolj težke bolnike z njimi zdraviti. Nekako 3 skupine zdravil se je že poskušalo, ena so protivirusna zdravila, čeprav nimamo tako specifičnega za ta virus, pa so poskušali z enim širokospektralnim protivirusnim zdravilom Favipiravir, ki so ga dobili, meni se zdi, z Japonske, in je nekaj rezultatov ima, da lahko ublaži oziroma skrajša samo bolezen. Drugo zdravilo je Remdesivir, ki dejansko niti še ni registriran, so ga poskušali pri zdravljenju ebole in nekako v laboratorijih so ugotovili, da bi lahko deloval tudi proti temu novemu koronavirusu. Potem so tudi protivnetna zdravila, recimo Tocilizumab, to je eno monoklonsko protitelo, biološko zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje res hudih vnetnih bolezni, kot je revmatoidni artritis. Namreč ugotovili so, oziroma predvideva se, da lahko del smrtnih primerov pripišemo tudi temu, da telo, ko pride do te hude pljučnice, zelo burno odreagira in je lahko smrt dejansko posledica tega odgovora telesa na protivnetnega telesa, tako da to zdravilo malce blaži to vnetje in omogoča res tistim zelo hudim primerom, da enostavno preživijo. Potem so pa še zanimivo starejša zdravila, antimalariki, klorokin pa še njegov metabolit, hidroksiklorokin. Poznamo že več kot 50 let ta zdravila, ampak sčasoma so ugotovili, da deluje tudi proti virusno in naj bi deloval tudi proti temu virusu, v kombinaciji z enim antibiotikom ga preizkušajo in rezultati so tudi tako obetavni. Kolikor zasledujemo seveda dogodke, največje težave imajo pravzaprav tisti bolniki, ki seveda se okužijo s tem virusom, ki so tudi prej imeli težave z dihali, s pljuči, ker zgleda, da tudi najintenzivneje deluje, kot ste prej že povedali, pravzaprav na pljuča oziroma na dihalne organe. Je tudi tu možno, s čim tisti, ki so že recimo bronhialna astma, druge astme oblike, jemali kakšna zdravila, je lahko to v pomoč? Težko reči, Zdaj, virus je relativno nov. Vem, v lekarnah tudi velikokrat priporočamo takrat glede preventive prehladnih bolenj ali pa gripe, recimo naravna možnost kot določena imunostimulansi, ki vplivajo na imunski sistem. Tukaj imamo ne samo prehranska dopolnila, tudi zdravilo, recimo iz ameriškega slamnika, ampak ni nekih raziskav, da bi potrdili, da tudi tle deluje. Predvidevamo, da s tem, da mi dvignemo odpornost, lahko nekoliko prispevamo, koliko ne vemo. Zaenkrat kaže, da s tem škodimo ne, tako da lahko da. Tle vidim predvsem eno težavo, da bi nekdo, ki bi posegal po teh izdelkih, potem opustil druge preventivne ukrepe, to pa so, da res pazi na to socialno distanco, da uporablja zaščitna masko, rokavice, razkožuje se roke in podobno. Skratka, to je tista prvi napotek, ki ga še vedno velja upoštevati. Morda tudi mediji, splošna javnost zadevo prejudiciramo oziroma preveč napnemo. Pravzaprav zdrav človek je nekje normalen, nekako ta bolezen COVID-19 poteka pri njem v blagi obliki. V težavah so kronični bolniki, starejši, ranljive skupine populacije, ki so že prej imele težave z zdravjem, se pravi v blagi obliki, ki nekako preboliš to in
praktično si samo doma preboliš v samoizolaciji. Verjetno, tako kot pri drugi gripi, je treba preležati, treba kakšne čaje piti, veliko tekočine, da ne pride do dehidracije in verjetno tudi kakšno sadje bi pomagalo pri tem. Ja, definitivno. Počitek pomaga. Itak moramo biti doma ta čas, ne? Vsaj 2 tedna bo to trajalo, ne bomo mogli nikamor iti. Tle res upoštevati vsa tista navodila, tudi da omejimo prenos okužbe potem na naše družinske člane, kolikor je seveda to le možno. Lahko si seveda sami pomagamo, ne. Ponovadi je povišana telesna temperatura ali pa bolečine, glavobol, to si lahko pomagamo z analgetiki, tle bi izpostavil paracetamol, se pravi tega, potem posegamo, ker je nekako najbolj varen. Lahko si pomagamo pri kašlju, lahko komu teče iz nosu ali ima zamašenost, tudi tle imamo v lekarni kar nekaj stvari. Še enkrat, ne prihajati bolni, okuženi v lekarno, naj gre nekdo drug namesto vas, njemu povejte, kakšne težave imate, če imate kakšna druga zdravila in potem lahko v lekarni seveda uspešno tudi svetujemo. Tle bi se opozoril samo še na nekaj. Kaže se, da lahko najprej poteka bolezen v blagi obliki, potem pa drug teden se poslabša, možno je. Tako da biti pozoren na to poslabšanje, če se zgodi, takoj poklicati zdravnika in čim prej odreagirati. Še vedno velja svojega lečečega zdravnika, potem ta odredi ali karanteno, ne pregled ali ne testiranje ali ne. Koliko so testiranja nekako v odstotkih prava tista, ker slišimo, da recimo en dan si testiran, pa si negativen, pa si testiran za 2 dni, pa si že pozitiven. Pravzaprav, kdaj si kužen kot takšen? Tudi tle se učimo, ne. Bilo bi idealno, če bi bil kužen samo takrat, ko imaš simptome, tudi za nas, ne, tudi za omejitev širjenja naprej, na žalost tudi v tem primeru temu ni tako. Nekateri prebolevajo to popolnoma asimptomatsko in kljub temu pa imajo določeno število virusov vseeno prisotno in lahko potem prenašajo naprej. Tega se bojimo, tega nas je strah in to očitno je možno, zato je tudi tako uspešen ta virus pri širjenju. Še k nekaterim opozorilom, v mediji sem zasledil, malce mene je tudi postalo strah, da tisti, ki so se dali cepiti v prejšnjem letu proti gripi, proti navadni gripi, da so bolj dojemljivi, med drugim tudi jaz, da so bolj dojemljivi in da lahko prej dobijo to virusno okužbo in da so tudi posledice nekako težje. Je kaj resnice v tem ali pa vendarle ne? Ne, v tem ni resnice, to je čisto natolcevanje, tako da nismo opazili, da bi kaj takega bilo. Tudi jaz sem cepljen proti gripi. Torej, še morda opozorilo našim gledalkam in gledalcem, v času teh virusnih obolenj, v času teh težkih časih se pojavljajo tudi različni ponudniki zdravil, tudi verjetno na spletnih straneh. Seveda so to izdelki malce dvomljive kakovosti, vse tako blago bova rekla, ne? Kaj moramo biti pri tem pozorni, pravzaprav, da ne bomo nasedli, vrgli denarja v stran, haska po domače povedano pa ne bo nikakršnega. Ja, to je še najmanj, če bo samo denarnica trpela, lahko se zgodi še tudi kaj hujšega. Res le biti zelo pozoren, spremljati informacije, zaupamo lahko, ne vem, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, na Fakulteti za farmacijo obstaja ena stran, kjer tudi te določene novice pa novosti predelajo in podajajo potem njihovo mnenje, tudi lekarne dajemo na svoje spletne strani kakšne informacije, tako da predvsem biti zelo previden in pozoren. Veliko je lažnih novic, veliko je zavajanja in marsikdo pa tle išče možnost zaslužka. Madžar, magister farmacije Pomurskih lekarn, jaz upam, jaz sem optimističen človek, da ko bova naslednjič seveda snemala oddajo, bova že izven neke nevarnosti, bova lahko tudi bliže sedela, sedaj smo na socialni varnosti, ko se pogovarjamo in da bo takrat že drugače. Kaj menite morda za konec bo življenje ljudi bistveno drugače? Bodo ljudje, bo ta zadeva ozavestila dovolj ljudi, da bomo na nekatere stvari gledali drugače? Ja, upam, da ja. Čeprav nekako zgodovina uči, da ljudje radi pozabljamo stvari in samo je potreben čas, da to mine in bo spet prišlo v stare tirnice. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še v eni oddaji s farmacevtom za zdravje je bilo govora o
seveda temu, kar nas obremenjuje že nekaj tednov in pa tudi mesece. Ostanite zdravi, čuvajte sebe, svoje najbližje in prihodnjič nasvidenje.